Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, lepo zdrav. V oddaji Klepetalnica imam posebno gostjo danes v studiu. To je gospa Dušanka Prelc-Premate, predsednica Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke Pomagačke. Dober dan. Živjo. Dušanka, pot je za vami iz Ljubljane, lep emblem imate, ki sem ga takoj opazil, ne. Je pa prostovoljno društvo, da malce predstavite najprej, ki terapevtsko delo s pomočjo psov opravlja že, mislim, da več kot v 100 ustanovah, sem nekje prebral. Pravzaprav pa nas tudi zanima, pa naše gledalke in gledalce, kako dolgo že opravljate to svoje čudovito poslanstvo in pravzaprav, kakšno sta vaše delo in to poslanstvo, da malce opišete. Tačke Pomagačke so bile uradno ustanovljene leta 2007. Torej, drugo leto septembra praznujemo 20-letnico obstoja. Čestitke. Hvala lepa. Smo največje slovensko društvo na tem področju. Trenutno imamo okrog 85 terapevtskih parov. Ta številka se zna hitro zamenjati, zato ker se kužki lahko zbolijo, vodniki lahko zbolijo, življenjske okoliščine prinesejo take stvari, da moraš pač nečemu dati prioriteto, a ne? Zato rečemo okoli, vemo natančno, koliko jih imamo, jih lahko vidite tudi na naši spletni strani, vse naše kužke. Društvo je izključno prostovoljsko, to pomeni, da naše delo nikakor ne sme biti strošek za našega uporabnika. Vse naše delovanje, vključno moje, je prostovoljsko kot vodenje društva. Društvo ima status humanitarne organizacije in z odločbo Ministrstva za zdravje tudi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva. Zelo lepo. Zdaj ste bili že od začetka, gospa Dušanka, zraven ali ne. Kako je padla ideja, vemo, morda so ki v tujini imeli že to vrstne primere, pa ste malce pogledali čez mejo ali kakorkoli, in kako ste privabili, pravzaprav začeli izobraževati tako vodnike kot kužke, ne, za to delo? Ja, jaz osebno nisem od začetka, midva s Torom, ki je tukaj na fotografiji, sva se pridružila leta 2016, to pomeni, da letos pa midva tudi praznujeva 10-letnico terapevtskega dela, ampak v začetku je bila grupa entuzijast, ki so to idejo prinesli seveda iz praks, iz tujine. Mislim, da je bila tukaj kar glavna gospa Branka Hobič, kinologinja, ki je usmerjala razvoj, pripravo kužkov v začetku, ustanove, v katerih so delali, način izobraževanja, potem pa seveda tako kot vsaka stvar se je tudi društvo razvijalo in razvijalo izobraževanja, razvijalo svoje delo, tako da smo zdaj prisotni praktično v 150 ustanovah po celotni Sloveniji. Zdaj, strokovnost je zelo velikega pomena, pri tem strokovnost tako vodnikov kot kužkov, psov, ne, ki upravljajo to delo, ne nazadnje gre za veliko odgovornost. Greste s kužkom vodnik v neko terapijo, treba se navezati neki stik. Ampak bolj me zanima zdaj ta plat strokovna, ne. Imate svoje mojstre ali pa bomo rekel strokovnjake za izobraževanje, pa kako recimo, če bi imel jaz nekega kužka primernega, o pasmah bova morda še kaj povedala kasneje, ne, kako bi se lahko vključil, kako bi lahko jaz svojega kužka izšolal? Mogoče najprej, da začnem z izobraževanjem, ki je sicer vezano tudi malo na drugo vprašanje. Mi vsako leto, konec leta, naredimo eno tako javno predstavitev preko Facebooka o delovanju društva. Takrat se prijavijo ljudje, ki jih to malo bolj zanima. Temu sledi razpis za kandidate za pripravniške pare. V tem primeru, če bi vi želeli kot človek in imeli kužka, ki bi bil primeren, bi se na ta razpis prijavili. Na to komisija za testiranje preveri, kako vedva s kužkom delujeta kot par. To je za nas zelo bistveno. Druga stvar, ki je pa zelo bistvena, je pa tudi ta, da kuža zares želi stik s človekom. Ker nekateri kužki so doma super, ampak jih moti gneča, moti jih vpitje, lahko jih motijo nenavadni gibi, le delamo tudi z ljudmi s posebnimi potrebami in v tem primeru pač ta kuža ni primeren, ker ga ne bomo izpostavljali neposrednemu stresu. Sicer ni z njim nič narobe. Kužki so še vedno number one. Tako je. Naša prva dolžnost je, da skrbimo za dobrobit psa. A ne?
Kar pa se tiče izobraževanja, imamo pa večkrat letno zelo strokovna izobraževanja za vse naše člane, tudi za pripravnike. Tukaj imamo nekaj lastnih virov za predavanja, veliko imamo pa tujih, domačih, zunanjih, povabljenih strokovnjakov zelo različnih področij. Od kinologin do strokovnjakov na področju preučevanja vedenja psov, veterinarjev, slovenske filantropije, tako da imamo zelo široko pokrito izobraževanja. Sicer imamo pa v društvu tudi eno skupino članov, ki so mentorji. Mentorji imajo pa še posebej jesensko izobraževanje prav na temo, kako mentorirati odraslega, kako ga peljati čez proces pripravništva. Pripravništvo, če bi vi prišel s kužkom, traja pa 25 ur, ker če ste zelo delovni, jih naredite v dobre pol leta. To sem hotel vprašati, kako dolgo proces? Pol leta. Če ste zelo delovni, jih naredite v dobre pol leta, temu sledi izpit pod strokovno komisijo, na kar ste imenovani v samostojni terapevtski par. No, pa zopet nekaj več vem. Je gneča na vratih za prijave pri vas? Ja, je kar gneča. Tako da imate širok izbor in nabor, to je dobro, ne? Ja, veste kako, to je vedno zelo dobrodošlo, ampak je pa priporočljivo, da se mogoče vsak posameznik, predno se prijavi, vpraša, ali bo res lahko naklonil del svojega prostega časa prostovoljstvu. Ker prostovoljstvo se sliši tako zelo fino, vabljivo, ampak v prostovoljstvo gre ogromno prostega časa. In velike obveznosti. In velike obveznosti, tako je. Posebno zdaj, ko je par, ki je izšolan, ki ga potrebuje nekdo, ne? Seveda. Ker se je treba prilagajati potrebam naših uporabnikov, razpoložljivosti ustanov. Mi delujemo izključno preko ustanov, ne delujemo na nekih privatnih bazah. In tle je kar precej koordinacije, tako da se je treba zavedati, da to nam kar odnese kar lep del našega prostega časa. Ko sem gledal malo po vaši spletni strani, tudi drugače, odzive, rezultate imate vrhunske. Ne? To moram, Dušanka, vam že čestitati sedaj, rezultati so vrhunski, zato je verjetno tudi veliko povpraševanja zavodov, ustanov za vaše usluge. Ja, rezultati so res tako neverjetni. Saj veste, če niste res človek, ki ga motijo psi, ker pač je tudi manjšina ljudi takih, da se ne počuti dobro v pasji bližini, ampak takih je res zelo malo, že vi sami veste, če pobožate kužka, se počutite dobro. Če vam pa kuža še pomaga telovaditi, če vam pomaga reševati miselne naloge, če s tem kužkom lahko osveščate, ste pa naredili take olimpijske zadeve, jaz temu rečem. Zagotovo. Že poprej se malce načel. Imajo pasme kužkov kaj vpliva pri tem? Bržkone so bolj primerne kakšne srednje. Sem pa gledal na vaši strani, vaše kužke, tudi mešančki niso čiste pasme, nekatere. Nisem zasledil, dobro, labradorci so že malo večji kužki, ampak nisem pa zasledil nekih ekstremno visokoraslih. Imamo tudi berence. To se tudi enega zasledil. Ker naredijo kar impozanten vtis pri uporabniku. Mogoče bi ljudje mislili, da so bolj primerni vsi prinašalci, ker prinašalci so taki po naravi, da mili, blagi, da živijo za to, da človeku ugodijo. Ampak mi se držimo enega načela, da v bistvu je vsak kuža potencialno primeren. Vprašanje pa je, kako ga je lastnik pripravil na to. Kakšno vest sta v odraščanju psa vzpostavlja? To se hodo reči, predšolanje, predprijateljata do vas. Ja, tako, to je zelo pomembno. Mešančkov je pa pri nas pravzaprav kar večina. Večina, to sem zasledil. Kar pomeni, da čisto povsem normalno. Zdaj, Dušanka Prelc, Premate predsednica, če nam malce zaupate, če ni skrivnost, vi večjim ljudem pomagate s terapevtskimi psi. Katere vse, bova rekla, skupine recimo oskrbujete ali pa jim nudite pomoč, terapije, s kužki? Seveda, rekla sva, nič privatno, to je vse prek zavodov, gre seveda zgodba o
recimo slabovidnih in slepih, je nekaj posebnega. Tam so tudi kužki malce drugače, mogoče tudi šolani, ne? Ampak recimo gre za ljudi s posebnimi potrebami, ste dejali, gre za hendikepirane ljudi, tako ali drugače. Na katerih vseh področjih pravzaprav, katere ljudi? Če vam omenim vrste terapij, ki jih imamo v društvu, naprimer, so to terapije s pomočjo psov, aktivnosti s pomočjo psov, izobraževanje s pomočjo psov, odprava strahu pred psom, ki se imenuje Od strahu do prijateljstva, ozaveščanje in družabništvo ter program RID, to je pa licenčni program, ki pomaga otrokom, ki imajo težave z branjem in se izvaja v šolah ali v knjižnicah tako 1 na 1. Ne? To je, kar se tiče programov samih. Če pa govorimo o tem, kje mi vse delujemo, delujemo od vrtca naprej, ker dejansko... Od najnižje populacije. Od najmanjše populacije. Ker dejansko že v vrtcu se srečujemo s tem, da ima vsaka skupina otrok najmanj enega otroka, ki ima malo drugačne potrebe. A ne? Ta otrok ima lahko spremljevalca, lahko nima spremljevalca. Eni vrtci imajo tudi razvojne oddelke, se pravi, tam delujemo. A ne? V šolah je enako. Delujemo v smislu osveščanja, aktivnosti, izobraževanja oziroma v primeru dodatne strokovne pomoči, to je spet delovanje 1 na 1, a ne, kuža zelo pomaga učencu pri reševanju pač tistega, kar je pripravila strokovnjakinja iz šole. A ne. Na kar so tukaj domovi za ostarele, delujemo na področju delovne terapije, fizioterapije, tudi obenem je to tudi neke vrste družabništvo, če smo pošteni, zato ker pri vsaki terapiji vedno pride do neke kratke debate in se ljudje spominjajo svoje mladosti in kako je bilo njim in so imeli kužke, niso imeli kužke. Potem delujemo v varstveno-delovnih centrih, URI Soča in klinični center Maribor tudi, tako da ta področja se res tako zelo raznolika, ne? In dejansko povsod srečamo osebe s posebnimi potrebami ali z drugačnimi. Takole bova rekla, ja. Zdaj mi povejte drugačne potrebe, kako dolgo recimo hodi en par, govorimo o paru, zmeraj o paru, ne? Kužek in vodnik, do neke stranke, ne bom rekel stranka, do osebe, uporabnik, ki je potreben tega. Je to lahko mesec, 2, lahko je to dlje časa, lahko je to... Ne vem. To je zelo, zelo različno. A ne? Te ustanove, s katerimi mi sodelujemo, imamo podpisane dogovore o sodelovanju in naprimer v DSO hodimo enkrat na teden. Ali tudi večkrat, če je par na voljo. A ne? Odvisno, kakšna je potreba ustanove, koliko imajo oni možnosti pač uvesti terapijo s pomočjo psa in seveda tudi od časa prostovoljca. A ne? Je pa fino, da je vsaka aktivnost v nekem sosledju. Kontinuiteti, ne? Tako, ja, ker s tem lahko ugotavljamo, kaj smo naredili. Tako. Lahko nekaj merite. Ne? Ja, skoraj, tako, da, ne, ja, ja. Zdaj, Dušanka, omenili ste zavode in vse ostalo, vi ste velika organizacija, rekli ste največja na tem področju. Koliko ste rekli parov imate, ki giblje se tam, ne, okrog? 85, potem imamo pa še nekaj naših članov, ki so trenutno brez kužka ali so ga upokojili, ali je pač odšel, a ne? Pa še so člani društva. So člani in delujejo ali v organih društva, ali delujejo kot mentorji, tako da dejansko nas je pa potem okrog 100. No. Rekli ste, da imate status, ne? Ministrstvo vam je podelilo tudi humanitarne organizacije, kar pomeni, da se vendarle taka organizacija, čeprav od uporabnika ne računate nič, mora z nečim financirati. Ne? Zdaj, ali je to ministrstvo ali zavodi, ki naročijo mogoče te terapije, ne? V glavnem, kako tudi drugače pomagati. Zdaj smo na malce spolskem parketu, ampak vseeno Dušanka bova povedala, tudi za naše gledalke in gledalce, mi bomo dali vašo pasico, seveda našim gledalkam, da bodo se lahko oglasili kam in kako. Med drugim, tudi lahko del dohodnine, ki nas nič ne stane, nakažemo vašemu društvu, ne, pa seveda kakšni prispevki prostovoljni, vse to. Malce nam obrazložite vendarle, kako vam lahko pomagajo naše gledalke in gledalci, njim je namenjena ta. Ja, mi imamo nekaj dolgoletnih sponzorjev, to je Lex Santos,
Triglav zavarovalnica in Tulen Vaduz Foundation. S pomočjo zadnjega smo tudi izdali zadnjo knjigo Tačko. Potem imamo članarino, ki je za naše člane precej nizka in se trudimo, da jo tudi tako obdržimo. Ustanove, s katerimi sodelujemo, plačajo samo letni prispevek za delovanje društva in po zakonu o prostovoljstvu vrnejo delež kilometrine prostovoljcu. Potem so pa dobrodošle donacije, seveda, oziroma v lanskem letu smo uvedli tudi SMS, Tačke pomagačke 5, to pa je vrednost ene kave, če tako rečemo, pa mogoče verjamem, da ljudje mislijo, da so nekje drugje še bolj potrebni te SMS-i, ampak mi smo zelo hvaležni za vsak evro, ki pride, ker to nam omogoča nakup opreme, pripravo izobraževanj in skrb za naše pare. Ste tudi društvo član različnih mednarodnih organizacij, podobnih, zapisane tu recimo mednarodno verjetno terapija z živalmi, aktivnosti s pomočjo oziroma mreže Šolski pes, slovenske filantropije, nekaj ste že povedali, tako da Slovenskega inštituta za standardizacijo. To mi je malce takole nenavadno, ampak ste člani, ne? Ja, zato ker smo bili eden glavnih akterjev pred 2 leti za pripravo prvega standarda terapevtski pes. Ja. In ta standard je izdal Inštitut za standardizacijo. Tako, ja. Tako da člani še številnih drugih sorodnih podobnih. Zdaj, Dušanka, kako pa vi geografsko, če gledamo Slovenijo, rečemo, Slovenija je bolj kot kura, mi smo tudi nekje, mesto bolj v glavi, zgore, pri možganih, kako pokrivate geografsko, to je morda zanimivo, ali smo tudi v tem našem predelu malce odmaknjeni, odstranjeni na periferiji, pa te pomoči manj kot recimo nekje drugje. Naše društvo je organizirano regijsko v 7 podružnicah. Vsaka podružnica ima svojega vodjo, ki skrbi za vso koordinacijo v podružnici. Prav Štajerska je pa tako zelo raztegnjena od Celja pa do tukaj gor, kjer sva. Ampak smo v lanskem letu pridobili en terapevtski par v Murski Soboti in letos imamo novo pripravnico tudi iz Murske Sobote. Bi bili pa zelo zadovoljni, če bi mogoče pridobili še kakšen terapevtski par iz tega področja. Zagotovo. Ste pa mi omenili, ko sva se prejle malce takole v zadju pogovarjala, da pa nekaj pa boste naredili na tem področju prvič. Prav tukaj v Mariboru in na Štajerskem. Zakaj gre? Morda nam malce to še lahko, seveda namignem. V lanskem letu je Ministrstvo za zdravje izdalo en razpis, na katerega smo se prijavili. S tem smo začeli šele v zadnjem času, do zdaj to ni bila glih naša praksa in naša izkušnja. In nedolgo nazaj smo podpisali pogodbo z Ministrstvom za zdravje o projektu Tačke za duševno zdravje in sicer skupaj z Zdravstvenim domom Ravne in Inštitutom Viverius. Ker pa je to tako ali tako na Štajerskem, če malo razširimo besedo Štajerska, v vaših koncih, smo se odločili, da bomo najprej ta projekt pričeli tukaj, na tem področju, in potem ga bomo razširili na ostale podružnice. Tako da to je ena posebnost. Smo zelo ponosni, da smo dobili ta projekt, pričakujemo veliko dela, ampak glede na to, da že pripravljamo vsebine in kako se ne bi to začelo praktično dogajati s septembrom, mislim, da bo to kar en tak fajn projekt. Ne bi bile pa tačke za duševno zdravje namenjene vsem starostnim skupinam. Bomo sledili, seveda, dogodkom, vas morda ujeli tudi v našo kamero, ki je na terenu, z veseljem. Dobrodošli. Greva seveda k vašim tudi izdajam publikacij. Imate tam, recimo Sledi, to je vaša redna revija, ki jo brško ne, jaz bom takole pred našo kamero postavil. Gre verjetno za mesečnik ali kako drugače? To je pa kar samo letna revija. Letna revija, izide jeseni skupaj s koledarjem. Ima zelo raznolike in zanimive članke, nekaj je zelo strokovnih, nekaj bolj poljudnih, ampak vedno se jo pa trudimo narediti zanimivo. Tako da to je namenjeno vsem našim uporabnikom za različne promocije, tako da revija je
vsa leta izhaja. Vidim številka 18, pogledal sem tako malo se pošpila, to se pravi že 18 let. Ja, že kar hitro so začeli moji predhodniki. Verjetno znotraj samega društva urejate zadeve, predstavljate, recimo tu so čudovite predstavitve, imate celo v spomin, kužki, ki so delali, upravljali svoje delo, pa so odšli. Tako da, seveda, to je delus in pa seveda različne kužke, različne pasme, ki upravljajo tole. Tukaj se prav vidi, koliko so raznoliki. Mogoče lahko na sredini odprete. Izvolite. Bom jaz pomagala. Ne bom predolg iskala. Ena taka, pa sva jo preskočila, ena taka zelo, sem našla. No, to vam pove vse, kakšne kužke imamo, se moram mogoče drugam obrniti. Od velikega, močnega, do malega, navihanega, vse to so naši kužki in še vse vmes. Vsi delajo. Ja, tako. Tudi v tele brošurici, ki je čisto osnovna, verjetno tačke pomagavčke, ki spremlja življenje, kje ste v vrtcih, šolah, varstveno delovni centri, to, kar ste vse omenili, zelo priporočljivo. Pa seveda tudi druga literatura, mislim, da pa je tista najbolj sveža tamle, kar ujemite v roko in malo predstavite. Tole je najbolj sveža knjigica. Napisala sem jo jaz s strokovnim pregledom Nike Bergant, ki je specialistka za vedenje psov, in s pomočjo oblikovalke Maše Popovič Mikser. Maša je naredila vse ilustracije s pomočjo umetne inteligence. Nekaj novega, svežega, res, bomo pogledali. Tako, mislim, da je to kar prva knjiga, ki je res narejena. Ilustracije so nežne, tako podpirajo vsebino knjige, ki proba biti ne karajoča ali ne knjiga, ki prepoveduje, ampak knjiga, ki na tak nežen način usmerja odločitev imeti psa. Kaj pa je zelo pomembno pri tej knjigi, je pa sodelovanje z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, tukaj je tudi njihov logo. In sicer je uvodni list dodan v brajici. Brajlovi pisavi za slepe. Tako je. Ta pisava, jaz sem se zelo veliko naučila, ko sem ustvarjala to knjigo. Prepričana sem bila namreč, da vsi slepi in slabovidni berejo Brajlovo pisavo, pa jo ne. Približno 15-20% bere to. Potem so nam na zvezi pokazali tudi, kako je potrošna ta pisava, koliko prostora zavzame. To res, to, kar imate napisano tukaj v tekstu, je v brajici takole čez cel. Enkrat večje ali pa dvakrat večje. Ja, zelo, veliko prostora zavzame. No, ampak posebnost je pa tukaj še QR koda, ki vas pa vodi na zvočni posnetek knjige. Zvočni posnetek je pa prilagojen tako, da imajo vse slike tudi opis. Interpretacija zvočna je odlična, res podpira tip knjige. In na koncu zvočnega posnetka imate pa prav za slepe in slabovidne še daljše opise slik. Ker med samim branjem knjige so samo kratki opisi, zato da se ne izgubijo rdeča nit zgodbice. Na koncu so pa še dolgi opisi slik, tako da si slepi in slabovidni res lahko predstavljajo, kaj je na slikici. Dušanka, ciljna skupina, komu je namenjena ta, res, jaz sem imel priložnost samo malo časa držati v rokah, tale čudovita knjiga Tačko, komu je namenjena? Otrokom, starejšim, vemo, da tudi slabovidnim oziroma. Jaz bi rekla, da je namenjena kar vsakmu, ki želi nekaj lepega prebrati. Predvsem je namenjena starostni grupi od 3 do 9 let, otrokom, ampak tudi staršem, odraslim. Jaz sem jo pustila tudi v domu starejših občanov, ki so rekli, da bodo z veseljem prebrali, ker ko so bili oni mladi, se je s kužki čisto drugače ravnalo. Sami so tako rekli, in tako se razvijajo pač te stvari. In namenjena je seveda ne samo slepim in slabovidnim, ker želimo vključiti res vse otroke, zaradi papirja in fontov je namenjena tudi otrokom, ki imajo drugačne težave z branjem, kot so na primer dislektiki.
Aha. Ta papir se ne blešči, kot vidite tukaj, a ne? In font in razpored je tak, da jim olajša branje. Tako da s tem res želimo pokriti vse otroke. Bravo. Ja. Morda še samo informacija, kje priti do te knjige, če bi kdo od naših gledalk in gledalcev želel. Knjiga se dobi pri nas na društvu, preko infomaila društva. Sicer pa v ustanovah, kjer mi redno delujemo, smo jih nekaj že podarili. Prosti prodaji pa ni, ne? V prosti prodaji tega natisa ni. Ker pa, to je bilo zdaj omejen natis, seveda z sredstvi sponzorja. Pripravljamo pa sponzorja. Pripravljamo pa seveda zdaj ponatis knjige, to pa bo šla v prosto prodajo. Tako, ja. Ostava pri čudovitih stvareh, prijetnih stvareh, seveda povabljeni ste tudi kot društvo na najrazličnejše prireditve, kjer se lahko predstavite. Ne? Tudi to je del obveznosti, če vas kam povabijo ali pa kdo ali pa kakšne sorodne organizacije, pridete, se odzovete, verjetno kakšna stojnica pokažete, mogoče del terapije, ne nazadnje, bili ste tudi na televiziji v oddaji Inkognito, kjer so štirje tisti, ki uganjajo, ne, poskušali priti do seveda poklica oziroma do hobija vaše predstavnice tam. Se pravi, na teh prireditve pa se tudi odzovete, pridete, ne? Ampak običajno so to prireditve, kjer je ni gneča, ampak je več ljudi in tako dalje. Ampak vaše kužki se na to kako odzovejo? Lepo. Poglejte, mi se udeležujemo prireditev, ki imajo neko rdečo nit z našim poslanstvom, a ne? Jasno, seveda. Ampak ne gremo na neko veselico kar tako, ker je tudi za kužke to prenaporno. Ja. Na televiziji so bili odlični, ker so... Vsi ste bili odlični, tudi vi? Ampak tudi oni so takoj videli, da kužkom tla ne odgovarjajo, ker so bili preveč svetleča od zaradi žarometov in tako. Vroče. Vroče in to, in so takoj se potrudili in so dali na tla tepih, da so kužke zaščitili. Za zunanje prireditve imamo mi prav posebej protokol, imamo eno tako krasno vrvico z napisom tačke pomagačke, da ugradimo prostor, zato da preprečimo, da bi z vseh strani prihajali ljudje, pa da pol nastane kaos, pa noben nima nič od tega kaosa. Imamo panoje, da se točno vidi, kje se nas najde, potem propagandni material pripravimo, tako da se pa odzovemo, ja. Če se le da, se odzovemo. Zdaj, ker ste seveda prostovoljno društvo, ne, verjetno ste tudi običajno to ali predsednica države ali kdo tudi prostovoljce povabi, ste del tega, vse male zahvale in hvaležnosti za vaše delo, v naši širši javnosti oziroma v skupnosti? Pa jaz mislim, da nam so zelo pomembne zahvale že, ki jih dobimo od naših uporabnikov. Ker prostovoljc ne samo, da nekomu pomaga. Dejstvo je, da prostovoljc ogromno dobi nazaj za svojo dušo in srce. Ne? Tudi mi prostovoljci se potem naučimo sprejemati ali še bolje naučimo sprejemati različnosti, potrebe, ki jih imajo drugi ljudje, bolj razvijamo empatijo in to je tudi za naše osebno rast neprecenljive vrednosti, bi rekla. Zdaj morda vprašanje, ki bolj k koncu gre že na oddajo, ampak vseeno, ne. Leta ste že zraven, od leta 16 ste dali, in so potrebe drugih ljudi, ki potrebujejo vaše pare, vaše delo z leta v leto večje, ali pa vendarle je to nekje tam, pa se morda zdaj ljudje več o tem pogovarjamo, več razkrivamo, znamo prositi za pomoč, recimo znotraj ustanov in zavodov, kot pa to poprej, ko ni bilo še morda toliko teh socialnih omrežij, ki se je lahko to našlo. Pa jaz mislim, da znamo prositi za pomoč, kar je pravilno, ampak bi rekla, da so tudi potrebe večje. Potrebe so večje. Oziroma vsaj identificiranih potreb je vedno več. Zdaj, kako širok spekter pokrivate teh, ne, ste že rekli, Dušanka, ne, tako da je seveda to spodbudno. Bo se, mislite, v prihodnosti morali specializirati na kakšna posebna področja, ki
so rezultati še bolj vidni. Kaj, jaz ne vem, zdaj ugibam, recimo, da pomagate avtistom, recimo. Morda so tam največji uspehi, morda so večji uspehi pri ne vem, kateri drugi skupini ljudi, ki so pa potrebne takšne terapije. Jaz mislim, da na nek način se specializiramo vodniki terapevtskih psov v tem smislu, da potem, ko opravimo izpit, začnemo delovati predvsem na tistih področjih, ki psu zelo ustrezajo. Ker mojemu psu zelo ustreza živahen razred. Vsakmu kužku pa ne ustreza. Ne? Naši drugi terapevtski kužki pa zelo ustreza individualna pomoč posamezniku. Pa mogoče dom za ostarele, ki je malo bolj mirno. Ne, tako da se probamo večinoma delovati tam, kjer se pes zares dobro počuti. Tako da na nek način se tudi mi znotraj usmerjamo, ampak seveda, če se nas potrebuje pa drugje, smo pa vsi usposobljeni, da nekaj drugega naredimo. Zagotovo, ne? Ja. Dušanka Prelc, Premate, predsednica Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov, tačke, pomagalčke. Smo morda kaj v tem pogovoru, prijetnem pogovoru, vaši predstavitvi pozabila povedati, pa bi želeli, kar našim gledalkam in gledalcem v kamero povejte, povabilo morda ali kakorkoli jih drugače lahko nagovorite. Ja, jaz vabim vse, ki jih to zanima, da spremljajo naša družbena omrežja. Lepe zgodbe je potrebno deliti. Lepih zgodb je veliko in lepe zgodbe nam polepšajo življenja, pa tudi naše duševno zdravje, bi rekla. Tako da spremljajte nas na družbenih omrežjih, spremljajte naše objave, delite naše lepe objave. Jaz pa v imenu naših gledalk in gledalcev se vam zahvaljujem za vaše delo, vaš trud, vaše poslanstvo, da pomagate kot prostovoljci seveda ljudem, ki so to vrstne pomoči seveda potrebni. Hvala za vaš obisk v našem studiu. Cenjene gledalke in gledalci, tole je bila oddaja Klepetalnica, še eno vrsti, kjer predstavljamo seveda skupine, društva, zavode in posameznike, ki morda za njih ne veste ali pa malo manj slišite, pa so zato dobrodošli v naši oddaji. Do prihodnje oddaje vam želim vse dobro in srečno.